Spoštovani in spoštovane, prav lepo pozdravljeni na današnjem večeru. Danes imamo eno zelo zanimivo temo. Jaz sem pa res upala, da bo, kot rečen, ta tema pritegnila več ljudi, ampak dejansko pretoplo je od zunaj, da bi ljudje šli noč, tako da. Gre za naslov preprost recept za srečno in zdravo otroštvo. Naša predavateljica, naša gostja, Katja Tomšič, sama zase pravi, da je bila v prejšnjem življenju grafična oblikovalka. Potem, ko je postala mama, je še danes mama. In verjetno nas bo vse naučila, kako in kaj. Tako kot je malo prej sem slišala, da je rekla, da to niso ene hipijevske variante, da so to dejansko ene metode, ki so naklonjene sreči otrok in v končnici sreči prihodnjih generacij. Tako da, Katja, beseda je tvoja. Hvala. Hvala za to predstavitev, lepo pozdravljeni. Jaz sem mislila to predavanje začeti tako, da vas bi eno stvar najprej vprašala. In me prosim, dvignite roko, tisti, ki ste se kot otroci vsak dan igrali zunaj. Zdaj pa bi vas prosila, če dvignete roko tisti, ki ste se lahko v zunaj igrali sami. Torej, da vas niso odrasli animirali, da niso pripravili. Smo vsi taki, ne? Zdaj, če bi bili pa danes tukaj otroci, tisti, ki danes odraščajo, bi bila pa slika čisto drugačna. To, kar je bilo za nas nekaj samoumevnega, to, da smo vsak dan v zunaj, v naravi in da se lahko sami igramo, to danes otroci v bistvu po večini nimajo več. Zdaj, če vam prikažem najprej to iz statistiko, ki je dostopna. Ne vem, če sploh vidite tisto zeleno črtico. Tole prikazuje dan povprečnega otroka v Ameriki. In tista zelena črtica je tistih 10 minut, ko so ameriški otroci zunaj na prostem. Torej, v bistvu samo za čas, ko čakajo na starše, da jih prevzamejo pred šolo ali pa mogoče tista pot do šole. Ostalo pa preživijo med 4 stenami. Tale podatek, da so 7 ur za zasloni, je zdaj po enih raziskavah novejših, ki sem jih gledala, narasla že na 9 ur. V zadnjih 2 letih. Zdaj pa ne misliti, da je v Evropi kaj dosti boljše. Povprečen evropski otrok je na prostem 30 minut na dan. In to je manj kot najhujši zaporniki v najbolj strogo varovanih zaporih. Ker v teh zaporih imajo oni določeno, da mora biti vsaka oseba 30 minut zunaj na tistem njihovem ograjenem prostoru. Naši otroci so pa v povprečju v zunaj še manj. Zdaj, kako je lahko do tega prišlo? Jaz vam bi predstavila 4 razloge. Ta prvi razlog je strah staršev. Ko so delali eno raziskavo in so spraševali mame, zakaj njihovi otroci niso zunaj, tako kot so bile one same, je bil najbolj pogost odgovor strah. Strah pred ugrabitvijo, pa strah pred poškodbami. Zdaj, ta strah je ena hecna reč, ker naš svet, saj statistično gledano, v zadnjih desetletjih ni postal bolj nevaren. Ugrabitev je manj in tudi poškodb je manj, ker smo bolj osveščeni za ene stvari. Ampak naš občutek pa je, da je svet nevaren. In tukaj imajo sigurno množični mediji, nasilne vsebine v filmih veliko pri tem. Da se starši enostavno bojimo, da bi bili naši otroci zunaj 2 ure, brez da bi mi vedeli, kaj počnemo. Vsa ta statistika, ki jo tukaj prikazujem, pa o čem govorim, velja za otroke, ki so mlajši od 12 let. Zdaj, drugi razlog, zakaj so otroci zelo malo zunaj, je urbanizacija. Danes zelo malo družin živi tako, da bi lahko kar odprli svoja vrata in spustili otroke ven. Manj je zelenih površin, pa narasla je količina prometa. Jaz sem si pogledala ene podatke, da je leta 1991 je bilo v Sloveniji registriranih 600 000 osebnih vozil, lani jih je bilo pa že 1 200 000.
Se pravi, avtov je neprimerno več in tudi zelenih površin, kjer bi otroci lahko bili, je manj. Tretji razlog je pa meni najbolj grozljiv. In to je ta, da otroci enostavno nimajo več časa, da bi se zunaj igrali. Tukaj si lahko pogledate en graf, ki prikazuje, kako narašča količina domače naloge v osnovnih šolah. Leta 1975 so imeli otroci v povprečju 10 minut domače naloge na dan. Leta 2015 pa že 35. Jaz novejših podatkov nisem našla, ampak predpostavljam, da ta trend narašča. Vidite, da pa hkrati s tem, ko narašča domača naloga, upada čas za prosto igro. Iz 1 ure na samih 6 minut. Zdaj pa domača naloga ni edini razlog, zakaj otroci nimajo časa. Drug razlog so obšolske dejavnosti. Tukaj sem hotela prikazati s tem grafom, koliko otrok je po šoli fraj, da nimajo nobenih dodatnih zadolžitev. In v bistvu tukaj vidite, da več kot polovica otrok ima na dan več kot eno obšolsko dejavnost. Torej sam prehajajo iz šole na eno obšolsko dejavnost na drugo. Samo 12% osnovnošolcev je po šoli brez dodatnih zadolžitev. V tej problematiki vodenih dejavnosti se bom jaz še pol vrnila. Tukaj sem hotela sam pokazati, da je ravnovesje med prostim časom in vodenimi dejavnostmi zdaj čist porušeno. V Sloveniji je ta trend teh obšolskih dejavnosti za moje pojme čist šel v eno skrajnost. Četrti razlog so pa zasloni, zakaj otroci niso zunaj. Zdaj jaz bi rada tukaj povedala, da jaz nisem proti tehnologiji, nisem ludist, tudi pri svojem delu uporabljam računalnik, meni se zdi tehnološki napredek super stvar in nisem proti tehnologiji, sem pa proti sprenevedanju glede posledic, ki jih tehnologija prinaša. In zdaj, če imamo odrasli težave z omejevanjem časa, ki ga preživimo za zasloni, kako bojo to zmogli narediti otroci? Problematika zaslonov je pa v tem, da zasloni fizično spreminjajo naše možgane. Fizično spreminjajo možgane naših otrok. In otroci, ki so več kot 2 ure na dan pred zasloni, razvoj njihove možganske beline je blokiran. In to pol pomeni, da so bolj nemirni, da imajo slabše razvite govorne sposobnosti, da se težje vključujejo v dialog, težje obvladujejo svoje čustva. Vse te težave, ki jih danes toliko radi naštevajo, kje imajo otroci probleme, v bistvu izvirajo iz čist 2 preprostih stvari. Da so otroci preveč za zasloni in da so premalo v naravi. Zdaj, tako kot živimo ljudje danes, živimo v bistvu šele nekaj desetletij. Nam se zdi to normalno, zaradi tega, ker to gledamo vsak dan, ampak v resnici, tako kot sem odraščala jaz, moja babica ni odraščala tako, ona je odraščala še bosa. Njena družina je bila v stiku z naravo, cel dan so bili zunaj. Jaz seveda nisem proti napredku, ampak mislim pa, da če imamo to možnost, da se sezujemo, da bi se lahko tudi sezuli, da ni treba, da smo obuti zaradi tega, ker imamo čevlje na voljo. In v čem je sploh problem tega odtujevanja od narave? V tem, da s tem, ko se naša civilizacija odtujuje od narave, naraščajo problemi, s katerimi se srečujemo danes pri otrocih. Zakaj se to zgodi? Najbolj preprost odgovor je, ker mi smo ustvarjeni za življenje v naravi. Nas je evolucija skozi tisočletja počasi oblikovala in nas prilagodila za naravno okolje. In to se ne da spremeniti v parih desetletjih. Najbolj očiten dokaz za to so vsi naši fiziološki mehanizmi, ki so prilagojeni, optimizirani z naravo. Recimo, vsi poznate pomembnost vitamina D. Metabolizem vitamina D je najbolj očiten dokaz, da spadamo ljudje v naravo.
Ker če smo zunaj vsaj en dan, pa imamo osončene roke pa obraz, bomo imeli vitamina D dovolj, ker ga bo naša koža proizvedla s pomočjo sončne svetlobe. Če pa smo premalo časa na prostem, pa s pomanjkanjem vitamina D pride en cel kup enih težav. In če si pogledate tukaj, kjer težave sem napisala, vidite, da vpliva v bistvu vitamin D čisto na celo telo. In pomanjkanje vitamina D je pri otrocih še toliko bolj pomembno, zaradi tega, ker rastejo. Zdaj, drug razlog, zakaj ni fajn, da smo preveč v zaprtih prostorih, je pa to, da so zaprti prostori onesnaženi. Mene je šokiral podatek, da je zrak v zaprtem prostoru bolj onesnažen, kakor zrak na prometni ulici. In kako se to lahko zgodi? Ja, s tem, da imamo v zaprtem prostoru prah, pršice, mikroorganizme, razne hlape, ki nastajajo od čiščenja, od kuhanja, gradbeni materiali, recimo lepilo, to vse oddaja neke strupene hlape. Da ne omenjam pol še elektromagnetnega sevanja, nas obdajajo zdaj elektronske naprave, to vse seva, pol brezžične povezave, pa še plastika seva, stiropor seva. Skratka, zaprti prostori so za nas neprimerni. Zdaj, to je prepoznala celo stroka in so leta 2015 skovali en izraz, ki se meni zdi prav hecen, Nature Deficit Disorder, bolezen pomanjkanja narave. Ampak dejansko je tako, da veliko bolezni bi se dalo odpraviti samo s tem, če bi povečali, koliko časa smo na prostem. Tukaj sem napisala težave, katerim so nagnjeni otroci, ki so na prostem manj kot 2 ure. In tudi tukaj vidite, da v bistvu gre za vpliv na celo telo. Od raznih alergij, respiratornih obolenj, otroci te, ki so v zaprtih prostorih, veliko časa so večkrat bolani, imajo povečano tveganje za težave z očmi, srčno-žilne bolezni in tako naprej. In vpliva to seveda tudi na psiho. Otroci, ki so preveč časa v zaprtih prostorih, so bolj napeti, bolj razdražljivi in kar se zdi meni najbolj žalosten, nehajo biti vedoželjni. Svet jih neha zanimati, apatični postanejo. Zdaj, mogoče ste že kaj pomislili na naš javni vzgojno-izobraževalni sistem, ker težave, ki jih navajam, so težave, s katerimi se ponavadi srečujejo šole pa vrtci. Recimo, medvrstniško nasilje je ena izmed teh težav. In meni se zdi zanimivo, da če vemo, da ljudje v zaprtih prostorih, kadar nas je veliko na kupu, izločamo stresne hormone. Obstajajo raziskave, ki so merili nivo stresnih hormonov pri vrtčevskih otrocih, tistih, ki so se igrali na igrišču, pa tistih, ki so bili v igralnici. In oni, ki so bili v igralnici, so imeli grozno povišane vrednosti teh stresnih hormonov. In če se to ve, je preprosta rešitev, da bi bili otroci več zunaj, več v naravi, bi že lahko omilili medvrstniško nasilje že samo s tem, ker otroci ne bi bili pod stresom, ker bi bili v okolju, ki je za njih bolj primeren. Druga stvar, ki bi se jo dala rešiti samo z naravo, je ta, da se otroci v naravi bolj učinkovito učijo. Otroci, to je čisto znan pedagoški pristop, je učenje preko gibanja. Otroci do 12 leta se najlažje učijo, če se zraven gibajo. Koncentracija in zanimanje v naravi naraste zaradi lastnosti, ki jih ima narava, zaradi barv, ki so v naravi, zelena pomirja in tako naprej. In že samo s tem, da bi otrokom omogočili v šoli pa v vrtcu, da so več časa preživijo v naravi, bi na eleganten način rešili en cel kup problemov. Jaz sem si pogledala, v osnovnih šolah imajo od 1. do 6. razreda 3 ure telovadbe na teden. Pa telovadba se dogaja v zaprtih prostorih. Torej, v Sloveniji smo še res
pač vzad glede tega. V tujini pa že naslavljajo te težave že vrsto let. Ena izmed rešitev elegantnih so gozdni vrtci. V gozdnih vrtcih je predpostavka to, da so z otroci zunaj v vsakem vremenu. Jaz sem napisala en pregovor, ki mi je strašno všeč, da ni slabega vremena, je samo slaba oprema. In obstajata dva tipa gozdnih vrtcev, angleški gozdni vrtec pa skandinavski gozdni vrtec. Angleški gozdni vrtec je zelo podoben klasičnemu gozdnemu vrtcu, samo da so ga preselili v naravo. Torej imaš vzgojitelja, ki pripravi neke dejavnosti, ki se jih pol izvajajo v naravnem okolju. Skandinavci so šli pa še malo dlje. Oni so pa ukinili vse vodene dejavnosti in se otroci tam samo svobodno igrajo. Zdaj, meni je o tem kar malo naroden včasih govoriti, ker v našem prostoru se srečujem s tem, da si večina ljudi rečejo, pa a se te otroci pa sploh kaj naučijo, kako jih pa pol sploh pripravite na šolo, če se oni cel dan igrajo, so ja prikrajšani z ves ta znanje, ki bi ga mi lahko nudili z raznimi dejavnostmi. In Peter Gray, ki se je veliko ukvarjal, ki je veliko pisal o svobodni igri, je enkrat v Hecu v enem intervjuju rekel, da bi bilo treba svobodno igro preimenovati v samoiniciativno prakso ključnih življenjskih veščin. Zaradi tega, da bi jo ljudje bolj resno jemali. Ker nekaj toliko trivialnega, kot je svobodna igra, ja ne more biti bolj pomemben, kakor vse stvari, na katere se odrasla, kompetentna oseba pripravlja 6 ur. In seveda, če bi pa svobodno igro preimenovali, bi pa vzeli stran tisto bistveno lastnost svobodne igre. In to je ta lahkotnost in svoboda. Ti se lahko svobodne igre udeležiš, ali pa tudi ne. In glih v tem je največji čar. Zdaj, če vam povem, kaj se je tukaj dogajalo, to v naši gozdni skupini so punce našle v mlakuži tele velike ledene ploskve. Led je bil pozimi pri nas najbolj iskana in najbolj pomembna surovina. Z njo se je trgovali, barvali in vse sorte so počeli z njo. In najprej sta dve punce probavale to veliko ledeno, debelo plosko nest, se jima je zlomila, sta šle iskat še tretjo, ena ni hotla, sta najdle drugo, pol so to dvigovale, se jim je spet prelomili, je bilo treba iti ponovo, skratka, to je bil cel projekt, že to ven dobiti in pol transportirati skoraj kilometer po snegu te težke plošče do naše hiške, da bojo tam lahko pol to uporabljale. In zdaj, oddaleč to zgleda, ok, pač punce so se igrale, ampak kaj so one počele? One so se v resnici učile medsebojnega sodelovanja. One so imele team building, to, kar danes ljudje, firme plačujejo za to, da te nekdo nauči, kako sodelovati en z drugim. One so pa tukaj to trenirale. So se mogle pogajati, so mogle načrtovati te dejavnosti, kako bojo zdaj one eno tako težko stvar zvlekle tako daleč, hotele so uporabiti sanke, pa tam ena ta mala punčka ni pustila, je rekla, to so moje sanke, so se mogle znajdeti. En cel kup stvari je bilo treba tukaj sprobati, da jim je ta projekt uspel. Poleg tega, da so se ogromno naučile od fizikalnih pojavov, ker so videli, da ne moreš led pripraviti, da se bo zlomil tam, ki bi ga ti rad zlomil, da bo plošča glih prav majhna. In zdaj, tudi če bi jaz pripravila za njih en krožek o medsebojnem sodelovanju in timskem delu, to ne bi bilo tako učinkovito, kot je bilo tukaj. Zaradi tega, ker punce ne bi imele tako stopnjo koncentracije, da bi mene poslušale, kaj imam jaz zapovedati o sodelovanju, kakor so imele tle koncentracijo, ko so to same hotele. Ker so same vodile ta proces. A ne, učenje, kadar ga vodimo sami, je najbolj učinkovito. Saj lahko pomislite na sebe, kdaj ste se vi najbolj učinkovito eno stvar naučili, kadar vas je nekaj zanimalo. Kadar ste hoteli
nekaj se naučiti. Takrat vam ni bil problem nobene podatke najdeti in si jih niti ne zapomniti, niti ni bil problem sedeti ure in ure zraven. Ne? In tukaj je razlika med vodenimi dejavnostmi in med svobodno igro, ker sem prej omenila, da bom se še vrnila na to. Vodene dejavnosti so super, to je en pomemben del, kako se znanje prenaša iz ene generacije na drugo. In otroci velikokrat sami izrazijo željo, rad bi se učil ta inštrument, rad bi hodil na to športno aktivnost. Problem je sam, kadar je razmerje porušeno, kadar je v dnevu otroka samo še to, da on prehaja iz ene vodene dejavnosti na drugo. Pol enostavno nima več prostora, da bi razvil svojo samoiniciativnost, da bi treniral, kako je, če ti misliš iz svojo glavo, ker v šoli mora slediti navodilom, v glasbeni šoli sledi navodilom in na ta tretji vodeni dejavnosti sledi navodilom. Pa se pa starši in učitelji pogosto pritožujejo, da so otroci apatični, da nimajo domišljije, da ne znajo si sami nekaj izmisliti. Seveda, saj nikoli nimajo prilike, da bi lahko to trenirali. In ustvarjalno mišljenje je tako, kakršnokoli drugo, ti ga moraš trenirati, ne more se pol kar iz nekti pojaviti, če nikoli nisi imel možnosti, da bi to počel. Tukaj imam še eno slikco iz naše skupine. To je bil tudi en zelo zanimiv moment, ko so se spravili plezati po mreži. In spravili so se plezati skupaj, 3 leta stari otroci, najstarejši fant je tamle 10 let star, pa punca, ki je stara 11 let. In to bi se rekel v normalnih okoliščinah, da bo katastrofa, da bojo ta veliki poškodovali ta male. Tole so otroci rešili čist brez intervencije odraslih oseb. Oni so se sami zmenili. Midva, ki sva fanta, bova na unem delu, ti boš v sredini in boš skrbela za ta mali dve, da boste tudi oni dve lahko plezali, oni dve boste pa kle. Zdaj na fotki se ne vidi, da se ena punčka ni strinjala in se je skujala in šla stran, ampak tudi ona se je ogromno naučila. Tukaj so se otroci učili, kaj pomeni sami od sebe, kaj pomeni sobivati z nekom, kaj je to demokracija, ne, so se učili. Učili so se, za moje pojme, najbolj pomemben princip uspešnega sobivanja z ljudmi, ki pravi, moja svoboda se konča tam, ko se začne tvoja. Če hočemo vsi plezati, se moramo dobro zmeniti, da se noben ne bo poškodoval, pa da se bomo imeli še vsi luštni. In te stvari se lahko učimo po raznih krožkih pa vodenih dejavnostih, ampak nikoli se ne bojo toliko usidrale v otroka, kakor če jih bo lahko treniral sam, takrat, ko jih hoče trenirati. Ne? Jaz bi vam rada skozi ta predavanje pokazala, da svobodna igra v naravi ni ena romantična, sentimentalna zadeva, ampak da gre tukaj za stvar, ki je podkrepljena iz dejstvi, z raziskavami in da je to ena stvar, ki otroci rabijo, tako kot zrak, če hočemo, da so zdravi, pa srečni, pa pametni. Zato sem napisala tukaj seznam stvari, na katere vpliva svobodna igra v naravi. Najprej sem napisala na fizičnem nivoju, na kaj vpliva, in spet vidite, da na celo telo, in potem še na psihičen del, na mišljenje. Omenila sem že prej ustvarjalno mišljenje, kritično mišljenje in samoiniciativnost. Samoiniciativnost je glih tista glavna stvar, ki jo danes v slovenskih šolah jim zmanjka, ker otroci enostavno so nagrajeni, kadar sledijo navodilom, ni prostora, da bi oni lahko sami delali svoje pobude. Kar je logično, ker če imaš ti razred 20-30 otrok in jih moraš nekaj naučiti, enostavno nimaš druge, kakor da pričakuješ od njih, da ti bojo sledili. Zdaj, mogoče ste dobili vtis, da stvari, o katerih govorim, da
pašejo to samo za predšolske otroke, svobodna igra, in da se to konča z vstopom v šolo. Lahko vam pa povem, da to velja za otroke do 12. leta in da v tujini obstajajo šole, ki sledijo temu principu. Zdaj, to mi gre težko z jezika spet, zato ker gre za eno radikalno stvar. Gre za svobodne demokratične šole. To so šole, ki nimajo urnika, nimajo domačih nalog in nimajo obvezne prisotnosti. Moraš se pojaviti tam, ampak ni se ti treba udeležiti predavanja. Imajo razpisane seminarje, imajo tehnične učilnice in otroci sami izbirajo, v kateri dejavnosti se bojo priključili. Lahko se tudi nobeni ne priključijo in se cel dan igrajo in se to šteje, da so bili prisotni v šoli. In jaz, ko sem to prvič slišala, sem si mislila, kako se sploh otroci kaj naučijo, če jih noben ne prisili v učenje, če ni ocen, če ni obvezne prisotnosti. In potem mi je bilo neverjetno, da otroci iz teh šol, da dosegajo kasneje na fakultetah toliko dobre rezultate, če pa se niso nikoli naučili, kaj je to disciplina, kako se sedi in tako naprej. In res statistika od prve svobodne demokratične šole, zdaj jih je že, mislim, da tam okrog 200, Sudbury Valley School, oni redno objavljajo in posodabljajo te statistike svojih učencev. Njihovi učenci dosegajo najboljše rezultate kot študenti na fakultetah, če grejo na fakultete in imajo nadpovprečno uspešne kariere kasneje v življenju. In mene to spomne na čas, ko sta bile moji 2 hčerki malčici in sem jih opazovala, ne vem, Asja je imela eno škatlico in jo ni znala odpreti. In koliko časa je bila ona zmožna sedeti in poskušati tisto škatlico odpirati. Njena koncentracija takrat je bila neverjetna. In ona je odpirala in to je delala toliko časa, dokler je ni uspel. In ko je uspel, je pol to še 100-krat naredila, zato da je potrenirala, da bo ja vedela, kako se to naredi. In zakaj sem zdaj začela to govoriti? Ker ljudje smo po naravi, mi se hočemo učiti, mi smo vedoželjni, se radi učimo in to velja za otroke. In bi veljalo tudi še naprej, tudi z vstopom v šolo, če šola ne bi delovala glih kontra tej osnovni človeški želji po učenju. Smo pa ljudje tudi nagnjeni k tem, da hočemo biti svobodni. Noben, ne odrasli, ne otrok, ne mara, če nam je težko biti samo voden ves čas. To ni v naši naravi. Bi vam povedala še eno hecno zgodbico iz te Sudbury Valley School. Imeli so enega fantka, ki ga je zelo fasciniral en mali pogreb, ki so ga naredili z eno živalco. In njega je to toliko pritegnilo, da je pol naslednji dan si spet želel prirediti še en pogreb. In pol je v bistvu naslednje, ne vem zdaj, tedne ali mesece ali celo leta posvetil sam temu, da je prirejal pogrebe. Tudi če ni imel živali, mrtvih, je pa načrtoval pogrebe. In njegove starši je začel skrbeti, kaj je z našim sinom narobe, zakaj je tako morbiden, zakaj on sam to študira, kako bo prirejal pogrebe, moramo nekaj ukreniti, moramo psihoterapeutu, nekaj treba zrihtati. Na srečo je pa ravnatelj te šole imel zaupanje od tega otroka in je rekel, dajmo mu pustiti, on ima ta impuls, dajmo mu pustiti, da ga izživi. In desetletja kasneje je imel ta fant najbolj uspešno pogrebno podjetje v Ameriki, ker on je celo otroštvo treniral, kako delati v bližini smrti. On je v bistvu treniral za svojo odraslo dobo, za svojo kariero. In mogoče je to en ekstremni primer, ampak pokaže bistvo, zaupati otroku, da je v svojem bistvu otrok dober in vedoželen. In da ga treba samo v tem podpreti, da ga ni treba od odzunaj prisiliti v neki. Bil je poklican, zato da bo pač imel pogrebni servis. Tukaj na fotografiji je jedilno steklo.
ali po domače led. Tukaj fotografija je nastala, ko so otroci si zraven potoka organizirali svojo gostilno. Zrihtali so vse, od krožnikov iz lesa, plačilnih kartic iz vej, denarja v obliki kamenčkov. Prodajali so blatne kroglice s posipom iz mivke. Tole je bila pa ta glavna sladica, led, zavit v odpadlo listje. In to je bila svobodna igra v naravi samo z naravnimi materiali, brez generičnih igrač, brez trgovinskih kupljenih igrač. In v takem okolju otroška domišljija poleti, se razcveti. Ker v čem je problem generične igrače? V tem, da je tako kot vodena dejavnost. Vse je predvidljivo. Vnaprej je nekdo predvidel, kaj bi mogel tisto igračo početi. In redke so igrače, ki imajo več načinov uporabe. Ponavadi je tako, da avtoček se pele, punčka se obleče, preobleče. V naravi, ko pa ti enkrat stopiš v gozd, je pa lahko drevo karkoli, blato je lahko postane karkoli, palco se da na 1000 načinov uporabiti. In ko se ti igraš z naravnimi materiali, ko se skušaš z njimi igrati, moraš vse to domisliti. Noben ti ne pove, zdaj pa naredi to tako, to je vesolje neskončnih možnosti. In v tem je v bistvu lepota gozda kot igrišča. Ker tudi, če pridemo na generična igrala, tam je neka lestev in so predvideni gibi. Ko ti enkrat osvojiš, kako se čez lestev pride, znaš čez vsako lestev splezati. Je nek zaporedje gibov, ki jih naštudiraš. Gujsonca se uporablja tako, plezala na tak način. Ko ti prideš k potoku in je tam eno drevo, ki je padlo čez potok, pa ni vsako drevo, ki pade isto. Moraš najprej sprobati, a je ta trden, a drsi, a se da kam prijeti, a je gor mah, a se mi bo ljubje odkrušil. To je čist en drug svet, ki se otroku odpre. In v tem svetu je on ta, ki vodi. In še en čar naravnih materialov bi izpostavila, je ta, da so za naša čutila nudijo naravni materiali ravno pravšen nivo stimulacije. Sigurno ste že videli kakšne trgovinske igrače, ki ste se zgrozili, ki so toliko tripale, pa ki te zasičijo, ne moreš sploh ostati v stiku s sabo, ker te una igrača čist prevzame, kaj še enega majhnega otroka. V naravi pa tega ni. V naravi je pa glih vse, glih prav zanimiv. Pa še z naravnih materialov je vse, se pravi, vse je zelo zdrav. Tako da, jaz če povzamem, kaj sem hotela danes povedati, je to, da so otroci danes prikrajšani za ene najbolj preproste in osnovne stvari. To je svobodna igra v naravnem okolju. In iz tega izvirajo številne sodobne težave. Tako doma v družinah, kot v javnih institucijah. Rešitev je pa za moj okus zelo preprosta. Človek da telefon stran in gre z otrokom v naravo. Zdaj, najbolj ključna stvar, ki bi jaz tukaj rada še enkrat poudarila, je to, da bivanje v naravi spodbuja domišljijo, razvoj kreativnega mišljenja, razvoj mišljenja, da razmišljaš izven enih ustaljenih tirnic. In v današnjem času, ko so nam čisto vse informacije dostopne v sekundi, umetna inteligenca nam lahko napiše seminarsko nalogo v parih sekundah. V tem času se mi zdi, da je ustvarjalno mišljenje še tista res zadnja in ključna stvar, ki nas dela boljše od mašin. In ni pa logično, da bi bilo treba pri naših potomcih spodbujati to človeško lastnost, da smo ustvarjalni. Ker umetna inteligenca lahko samo poustvarja. To, kar je bila naučena, lahko producira v nedogled. Ni pa zmožna ustvariti nekaj novega. Mi pa smo zmožni ustvariti nove stvari. In dajmo našim otrokom priliko, da bojo lahko raziskovali ta nova polja. Hvala.
Ja, tukaj je še seznam knjig, iz katerih sem jaz črpala. Črpala sem pa ogromno iz vsak dana v naši gozdni skupini, tam sem se največ naučila, kar direkt od otrok, ki sem jih opazovala. Če imate še kakšna vprašanja? Bolj moje mišljenje, da je treba že zelo malega otročka, ki shodi, ali pa še prej ga postaviti nekam, ne na igrišče, ampak pač nekam, kjer je neodkrite stvari. Ker se mi zdi, da ogromno stvari zamudimo, če tega ne naredimo, ali pa jim tega ne nudimo. Ker se mi zdi, da potem pri 10 letih, če ga ti pelješ v gozd nekam, ker nič ni, ker že zdaj rečejo, če ni tam nobene ustanove, kar pomeni vsaj sok ali ne vem kaj, da se dobi, da pač nočejo iti več nikamor. Ja, da smo ogromno stvari zamudili v tem času, ker pač nismo tega prej budili. Se tudi pol da. Ker potem v bistvu raste z njimi. Ja, ampak se tudi pol da. Jaz sem to videla v naši gozdni skupini, jaz temu rečem gozdni detoks, ki morajo otroci najprej opraviti to razstrupljanje teh državljajev, ki so prezasičeni in ki pridejo v gozd, itak jim je vse brez veze in jim je 100 ur dolg čas. Ampak najlepša stvar se pa zgodi pol, če sam uspeš z otrokom zdržati v tem dolgčasu, pa v tej bedi, in zdržiš z njemu nekaj časa, pa se pa začnejo njemu počasi oči odpirati. Moje 2 hčerke, mi smo skozi po gozdovih, ampak je še vsem pride ogromno, velikrat je to, ne grem v gozd, ni šans. Ampak, ko pa enkrat pridemo do tja, lahko hčerka še nekaj cajta se jezi, pa ne vem kaj, polja, pa ne vem kjere zelene barve, pa vse, kar je tam, je pa prevzame. In na koncu je zmer ista zgodba, da ona prepeva in mi govori, mami, sem bomo pa še prišli. Pa to ne govorim o kakih izletniških točkah, z gozdnimi učnimi potmi ali pa s sokom na koncu, točno vem, kaj mislite s tem sokom. Ampak govorim tukaj o telih kamniških brezpotih. Jaz sem mislila, sem bila pač da smo ogromno, mislim tega mišljenja, da ogromno zamudiš, če ti to ves čas ne neguješ in ustrajaš. Ja, sam jaz mislim, da ni prepozno, da je sam nam odraslim zelo težko zdržati, kadar je otroku težko, sam biti z njim pa čutiti z njim to, koliko je težko, pa koliko je vse brez veze. Ustrajati, ne bi tako. Ja, ne tista prisila, ampak sam da zdržiš, da je zraven tebe nekdo, ki mu ni fajn, to je težko, resnici, meni je to zelo težko. Da ga ne poskušaš rešiti, ampak da sem si z njim, da je njemu lahko težko ob tebi. Dolgčas, ne. Ker pri malih je to sploh ni problema, ne? Ne, ni. Mislim, oni se zabavajo 100 uro, nič ne rabiš tam sugerirati ali karkoli pač. Ampak tudi večji imajo ogromen pol od tega, da se že tudi odrasli, če sigurno imate to izkušnjo, greš za 15 minut nekam v naravo na sprehod, pa si drug človek. Ja. Jaz sem samo hotela reči, da hvala tebi, ker širiš to, ker v bistvu to ljudje ful ne poznajo in so ful zblažno vesela, da sva najdela še ene take ljudi, da so mali indijanci v duši in da res lahko vidva to razliko med tem pa med onim svetom, jaz rečem temu, ker res to je nekaj neprecenljivega, kar lahko naši otroci doživijo in je toliko simpel, da je že kar noro. Mi da so ful vesela, da širiš to okrog in da se mogoče, ne vem, na vsake toliko časa pa še kakšen zgodi, pa vidite v bistvu vse prednostno. Hvala. Res je, problem je v tem, da je, ker smo vsi to imeli kot otroci, je to nekaj toliko samoumevnega, da pol spregledamo, da naši otroci pa danes tega nimajo več. Ja, samo to je treba to mišljenje, to je treba širiti, to je treba povedati staršem. Pač jih ozaveščati o teh stvarih. Ker recimo jaz sem vzgojiteljica, pa
pač vidim, a ne, kako jaz jih peljem ven in tako in hodimo za Bistrico in gradijo iz kamenčkov, pa vejc, pa plezajo po drevesih, pa vse živo, ne. In potem popoldne, oči, a gremo prosim lahko pogledat, glej, čist malo časa bomo, samo gremo lahko pogledat to, pa uno, pa tretje, ne moramo uno, drugo, tretje, pa ti imaš angliščino, pa uno, pa tretje, a ne. Pač, ja, in to, ne, in jaz jim to vsakič na vsakem sestanku povem. Ne zamuditi tega, če hoče otrok vam pokazati, vzemite si čas, ne, poigrajte se, pač dajte telefone stran, pač to jim je treba govoriti, ves čas. Se mi zdi, da to zaveščanje tudi, no, pač to. Ker v tem divjanju, ne. Ja, padali smo v en tak hecen film, ne. Ja, Ja. tako da. Prisluhniti tudi, no, tem drobiškom. Ja. Predvsem to, ja. Ja. Čas si vzeti, ne? Jaz mislim, da staršem je zdaj težko si vzeti čas, ker smo tako soopeti v ta ritem in vsi nekaj nas zahtevajo. Ja, mogoče ta pomembnost, a ne, kaj je zdaj tle pomembno. Pa vsi mislimo, da če nekaj moraš plačati, jaz se recimo osebno zgražam nad tem, ker starši vozijo otroke v arboretum. O moj Bog, zakaj boš prvo plačal, drugo so igrala, tretje je spet neka ograja in omejitev in... So pa magnoli. Ja. Ne, vsake toliko časa se mi zdi okej, a ne, ampak jaz recimo imam sorodnico, ki iz drugega, ko v bistvu z ljubljanskega konca se vozijo na vse možne konce v te parke. In meni je to žalosten, ampak živijo pa zraven gozda. V gozd pa ne grejo, ne? Grejo pa v arboretum, pa v Tivoli, pa ne vem, te fancy šmetam, Ljubljanka je tam nek ta ribnik. Tam, kaj je sok. Ja, pač je lažje. Ja, in je v bistvu dosti škoda, a ne, ti veš, mi imamo in sok, in hrano je toplo, in vse imamo, a ne, pa smo v gozdu. Tako da v bistvu se da, ampak se mi zdi, da to izgublja vrednost, da če ti nekaj ne plačaš, če ti nekaj nimaš tako, da je ena plastika, da je nekaj naštiman, en koncept že pripravljen, da je to brez vrednosti. No? Da v bistvu je, da smo kakor eni indijanci dejansko, ne, da otroka mi zanemarjamo, ker ga peljamo v hosto, ne pa v arboretum. Tako, ali pa v igrišče. Kar ga tudi, seveda. Ja, se včasno. Včasih tudi v skupini je zanimiv, ker načeloma sploh nimajo časa piti, ne. Nimajo časa piti, tako da jih moraš prav skozi malo privabiti, da sploh popijejo, ne. Tako se sami bolj odločajo, ja ali pa ne. To so zaposleni s tistim, kar je okrog, ne. Ja. Pač naš svet se je spremenil, ne? Tudi zdaj kot družba smo zmer bolj orientirani v to, da mora biti en oprijemljiv izdelek, da mora otrok neki, ne vem, ali iti na eno tekmovanje, ali imeti en nastop, ali prinesti eno risbico, neki mora prinesti, nekako se mora dokazati, da lahko rečemo, aha, to si naredil, to zdaj znaš. Problem pri gozdnih vrtcih je to, da otroci nanosijo domov drugega, kot umazane obleke, a ne? In je pol težko včasih ohraniti tisto zaupanje v to, da je to tudi v redu, čeprav sosedov otrok je pa naštepil že toliko pa toliko enih oprijemljivih dosežkov. Smo pa kot družba nagnjeni k temu, čedalje bolj se mi zdi, da imamo ene diplome nekaj za pokazati, ne, da smo to pa to dosegli. Mislim, pri otrocih se mi zdi še zmeraj pomembna pot, nekončni izdelek oziroma cilj. Ja, pa tudi pri odraslih. Neka študija, da smo na njima do 3 let vsi geniji, poste pa to izniča. Mislim, da ni dopuščena domišljija, ustvarjalnost. Ja, no, mislim. Divergenca se pa v otrocih sorazmerno z starostjo opada. Pri 3 letih je več kot 95% genijev glede divergentnega razmišljanja, pri 25 pa samo še 3%. Ja, na študija je bila narejena, no. Ja, En dokumentarci je mogoče zanimiv za pogledati Alfabet, ki je prav na to temo izobraževanja iz celega sveta, no, to kaže, Ja, mislim,
jaz še vse mislim, da vsak vzgojitelj, pedagog, da mora imeti v glavi, da je pač vsak otroček poslan na svet z nekim razlogom, da je pač neki on ima v sebi, kar je treba sam še razviti in sam nadgraditi, a ne tisto, da mu skozi nekaj vsiljujemo. Se tudi tisto mora narediti, a ne, kar je treba, ampak vseeno je pa treba tisto, za kar je pač poslano. Jaz vedno to rečem, tudi če nimamo, ne vem, kupe enih izdelkov na konc leta, ne, pač on je pa to naredil, a ne, jaz to vidim. To je treba samo opaziti, a ne, pa pač... Ja. Pač v Sloveniji je problem, ker je zakonodaja napisana tako, da ni možno ustanoviti svobodne demokratične šole. Bilo je že več iniciativ. Jaz sem se zato zelo zanimala, ker je to oblika šole, v katero bi se hotela vključiti moji punci. Ampak nekako imamo sicer v zakonodaji posebna... Ja, sam mora tudi Waldorfske slediti učnemu načrtu za slovenščino pa matematiko. Zdaj pa svobodna demokratična šola, če bi oni upoštevali ta princip posebnih pedagoških načel v celoti, pač pa ga ne dopustijo in zato tudi recimo Lila šola je lahko dobila akreditacijo šele, ker so pristali na to, da bojo poučevali slovenščino pa matematiko, tako kot so si na ministrstvu zamislili. To šolanje na domu zdaj v bistvu ali je že zaostreno s temi izpiti ali nekaj takega? Ja, pač ne moreš, tukaj gre za dve čisto različne stvari, Šolanje na domu ti da samo malo več svobode, da lahko malo več ti nudiš otroku te svobode. V resnici pa ga moraš skozi let pripraviti na končne izpite. Ja. In zdaj z novim zakonom je pač tega balasta še toliko več, tako da bo še manj svobode. Ali je to zlorab, da je to poostreno, ali nekaj je vzrok, da so to... Ja, jaz tega glih ne razumem, v čem je problem, zaradi tega, ker je šolarjev na domu v resnici zelo malo. Ok, med korono jih je bilo majčkeno več, ampak še zmeraj, ne vem, to so taki zanemarljivi procenti. Med korono jih je bilo, mislim, da 1600, zdaj jih je pa 600. Se pravi, napram vsemi problemi, s katerimi se srečujejo slovenske osnovne šole, so šolarji na domu res, ene mravljice nepomembne. Ampak očitno, da je nekomu to tak trn v peti, da so se spravili to zdaj zaostrovati. Močen lobby, ali? Ampak jaz ne vem, čigav. Pač zdaj, če človek ne gre glih v ene teorije zarote, zakaj bi bilo dobro prosiliti vse otroke, da so v šolah, pol jaz enostavno ne vidim enega razloga, zakaj bi se kdo spravil na tistih par slovenskih družin, ki hočejo otroke šolati na domu. Pa tudi je tako vedno pravim, da gonilo razvoja je v tistih, ki si upajo, ne v avta. Upornikih. Ja, samo uporniki ga ponavadi. Uporniki ga praviloma stradajo. Uporniki v navednicah, ampak tako, zmeraj, ne vem, preveč pridnih, tako, pošolsko, Ja. Mislim, da so tudi v preteklosti so tisti naprej svet vodili, ki so si upali, kaj več, Ja. Jaz ne bom komentirala, ker nimam pojma, kdo svet vodi, ampak če ga nekdo vodi, ga vodi zelo čuden. Ja, ne. Lahko bi edin to rekel, da pač otroci, ki niso vodljivi ali pa odrasli, so trn v peti nekomu. Ja, tako se kaže, ne. Ja, zelo verjetno to čas pa veliko mora pretrpeti takrat, ja. To pa je čez 200 let se spominjali tisti. Ja, ali pa še kaj nazaj, ja. Ja, tako da... Moram reči, zanimivo, sem vesela, da sem prišla. Ja, hvala. Mene veseli, da ste prišli na lep dan v zaprt prostor. Da smo res vsi veseli. Najlepša hvala. V imenu knjižnice, sicer ni z gozda, ni svetločarna, ampak je naravna, ni plastična. Ja, hvala. Res hvala in zelo, zelo lepo predavanje in upam, da bomo jeseni tudi organizirali še kakšno, da bomo tudi naše vrtičkarje povabili. One ljudi iz gozda. Ja, hvala. Hvala.
A da? Da je toliko časa pač otroci, da živijo za zaslonja. Ja, pa s tem, da to je stara statistika. To je stara statistika. Jaz sem to statistiko pobrala, ker sem pisala članek za Klepet ob kavi 2 leti nazaj. In po zdajle, ko sem se pripravljala na predavanje, sem najdla raziskave, niso bile navedene, da bi bil to kredibilen vir, zato sem ta stare podatke ohranila, ampak je iz tistih 7 ur za zasloni na dan prišlo na 9. Ampak glede na to, da zadnjič je bila moja hči v šoli na enem tekmovanju in mi je povedala, da niso imeli table, ampak da je imela učiteljica zaslon, na katerega je pisala. A ne, se pravi, ta jaka digitalizacija je zdaj šla tudi v šole na eno tako stvar, kot je tabla, ki je zmer čisto dobro funkcionirala, da si nekaj napisal na tablo. Zakaj bi mogel biti zdaj še to zaslon? Pa zelena barva je tudi, ne? Zelena barva je... Zelena barva je na tablo. A res? včasih. A ja, da te je malo pomirjali, ne? Pa bela kreda, posel Ja. šli na tiste bele, ne, take Ja. plastične, je bilo že to tako Ja. večje s temi, zdaj pa A ni več zelenih tabel? Ne, ekrani. Ja. Še eno stvar sem pozabila povedati. Vse te stvari so za fantke veliko bolj hude, kot za punce. Punce veliko lažje sedimo, pa smo pridne, pa rišemo, pa sodelujemo. Za fantke pa v bistvu šolski sistem takšen, kot je danes. Katastrofa. In jih ubija. Ne morejo sploh živeti te svoje divje narave. Moj mož pravi, da šolski sistem fante feminizira, ker jih sil v to, da razvijajo ženske kvalitete. Ja. Potem imamo probleme v šolah in roditeljske sestanke samo zaradi fantov, ker se ne vključijo. Ja. Te fantje so vsi super, kot ljudi, res, ker so prijatelji mojih fantov in ne vem, v šoli pa sami problem. Res, sploh ne možem verjeti, od kje to izvira. Res. Ja, od tega, da imajo še tukaj naravne te sile vse, da se jih ne da čisto zatreti. A to so knjige, ki ste jih navajala? Ja, lahko jih pogledate. Se pravi, tole imajo v Kamniški knjižnici, pa tole tudi. Najboljše pa ne najdem, ker sem jo zgleda eno posodila, je pa Jane Lidlov, The Continuum Concept. To pa res priporočam. To je pa knjiga, ki je nastala v 60-ih, je ena ženska, ki ni vedela, stara je bila nekaj čez 20 let in ni vedela, kaj bi sama sabo, in se je pridružila eni odpravi, ki je iskala v Južni Ameriki diamante. In pa so brodili tam po amazonskem gozdu in ne vem kaj, in so naleteli na eno pleme in so z njimi preživeli, ne vem, par mesecev. In ona se je čudila, kaj je s temi ljudmi narobe, da so skozi dobre vole. Zakaj so oni skozi toliko srečni? Zakaj se nikoli ne pritožujejo, kadar jim gre kaj narobe? In potem je ugotovila celo, da ta plemena nimajo niti besede za delo. Ta beseda pri njih ni obstajala. In še ena stvar je bila čudna, zakaj tukaj otroci ne jokajo, zakaj se ne tepejo in zakaj so vsi skozi brez nadzora vse posod in zakaj imajo že majhni malčki lahko te prave mačete v rokah, kako to, da ni nobenih poškodb in kako to, da se ti otroci igrajo na robu prepadov in mama tam mirno mlad svoje žito in se sploh ne briga za njih. In pol je napisala to knjigo. In življenje svoj posvetila temu, da bi pokazala nam, zahodnjakom, da s tem, ko se mi odmikamo od narave, si kompliciramo življenje s to uro. In ona je zadolžena za to, da zdaj spet prihajajo nosilke nazaj, da mame dojimo, nosimo svoje otroke, da jih ne vozimo več v vozičkih. Res krasna knjiga, jaz sem jo brala, ki je bila moja prvorojenka dojenček, in sem zraven vriskala, ja, tako bomo mi to naredili. In smo, ja. Ena je pa od patra Karla Gržana, 95 test za izhod iz slepe ulice. To je tudi super knjiga, otroci nas potrebujejo. Free to learn je pa v bistvu samo od svobodne igre. Je pa napisal Peter Gray, ki je imel enega fantka, neokrotljivega,
In knjiga se začne tako, ko je fantek sin mu rekel, go to hell. In ko mu je to rekel, si je rekel Peter Gray, aha, zdaj pa moram jaz zadevo orekno študirati, ker če mi pa sin reče go to hell, pa sem res zablodil. In opisuje njegovo pot, kako so se priklopili svobodni demokratični šoli. In kaj vse so se tam naučili. Ena stvar je sam še meni zelo zanimiva, ker so otroci zelo majhni, ne? Ti vedno povejo, kaj bi se radi igrali. Oni ti povejo, kaj bi se skrivalnice, povejo ti, kaj bi se radi igrali. Pol kasneje pa to tega ni več, ne? Se jim pač skozi daje navodila, ne? In zato je pač, ker še čist majhen otrok je res v bistvu kar steklo, ne? Si upa pa svoje pametne, ne? Ja. Ja, danes so se moji čisto samoiniciativno sezuli, pa smo vam prišli in se hodili tam po travi. A je dosti toplo, Manja, je dosti toplo? Ja, je, pač. Pa sem se še jaz tako. Pač prav od njih je prišlo to, ne, da lahko. Pač, ko so bili, a ne, tako da super, mislim. Sam poslušati jih ne bilo, tako da. Hvala lepa. Ja, hvala še enkrat.